Lep pozdrav vsem. Torej, za konec konference bomo govorili o eni temi, ki ni vezana direktno na knjižničarstvo, je pa zelo pomembna za vse nas. Govorili bomo torej o spletni dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov. Najprej naj povem, da verjetno se strinjate, da mnoge javne inštitucije se trudijo izboljšati dostopnost za vse, torej želijo, da njihove storitve samostojno in neodvisno uporabljajo vsi, tudi ranljive skupine uporabnikov. Katere ranljive skupine uporabnikov imamo v mislih? Največkrat govorimo o slepih, slabovidnih, gluhih, naglušnih, gibalno oviranih, kognitivno oviranih. Velika populacija so starejše osebe, ki tudi imajo določene tovrstne težave. Ne nazadnje pa v primeru kakšne težje bolezni ali pa poškodbe smo ranljivi praktično mi vsi. Naša življenja so že cel čas preplet nekega fizičnega in digitalnega življenja in tudi ko govorimo o dostopnosti, ne moremo govoriti zgolj o fizični dostopnosti ali pa digitalni dostopnosti, vedno gre za nek preplet obojega. Mnoge javne inštitucije, tudi knjižnice, so dobro poskrbele za fizično dostopnost. To pomeni, da so se uredili recimo dostopi, razna parkirna mesta, klančine, dvigala, prilagodili so se notranji prostori, ustrezno označeni, recimo, ne vem, toaletni prostori in takšne stvari. Obstajajo celo priporočila za urejanje dostopnosti. Tudi IFLA je izdala takšna priporočila, ki so prevedena v slovenski jezik, ki naslavljajo ravno to smernice za dostop do knjižnic za uporabnike z oviranostmi. Te smernice so na voljo v online obliki in zelo dobro opisujejo fizično dostopnost, nekoliko premalo pa se dotikajo področja digitalne dostopnosti. Torej, če po eni strani že fizična dostopnost nekako dobro urejena, pa to ne moremo reči za digitalno dostopnost. Še vedno se dogaja, da pripadniki različnih ranljivih skupin ne morejo koristiti digitalnih storitev na enak način kot drugi. Dejansko pa vemo, da dostop do informacij je zagotovo ena od osnovnih pravic vsakega posameznika in mi moramo narediti vse, da jim to zagotovimo. Ne pozabimo, da številne ovire dostopnosti do nekih tiskanih audio in video medijev se poskuša reševati prav s pomočjo spleta. Naprimer, nek članek je nedostopen za slepo osebo, ta isti članek v online obliki pa je lahko normalno dostopen tudi za slepo osebo. Ali pa recimo nek zvok v videoposnetku je nedostopen za gluhega, v online obliki pa je lahko tudi za gluhega dostopen, če je pač ga dajo tudi nekje na splet. Kaj je problem? Da pogosto te osebe tudi do teh online oblik teh vsebin ne morejo dostopati, ker ni urejena spletna oziroma digitalna dostopnost. In to gre, ali gre za uporabo spletnih brskalnikov, raznih mobilnih aplikacij, e-knjig, zvočnih knjig, karkoli se pač tudi na področju knjižničarstva uporablja. Zdaj živimo v času koronavirusa, tu so se spet stvari malo poslabšale. Pred koronavirusom so dejansko vsi ti ranljive skupine samostojno lahko obiskovali knjižnice. Zdaj, odkar se je pojavil koronavirus, se je malo to poslabšalo. Veste, da so vsi selili tudi dejavnosti iz fizičnega v digitalno okolje in tudi dejansko, če so bili pač če se situacija s koronavirusom poslabša, se uvedajo preventivni ukrepi in dejansko ranljive skupine težje sledijo tem preventivnim ukrepom in imajo dejansko na nek način omejen dostop do knjižnic. Zato so ti pripadniki ranljivih skupin še toliko bolj odvisni od nekih digitalnih rešitev, ki pa niso nujno dostopna za njih. In kaj v praksi na koncu dobimo? Da te ranljive skupine imajo okrnjen dostop, tako fizični kot tudi digitalni dostop. V času koronavirusa so seveda knjižnice še toliko bolj kot prej promovirale storitve v digitalnem okolju. Po eni strani gre za te razne aplikacije,
kot so Cobiss Plus in mobilna aplikacija mCobiss, svoje spletne strani so promovirale in pa najrazličnejše druge storitve in pa portale razne, ki jih ponujajo. Tudi recimo obiskovanje raznih digitalnih knjižnic je lahko zelo kvaliteten čas v času, mislim, zelo takrat, ko smo doma zaprti zaradi koronavirusa, je to lahko en zelo kvaliteten način preživljanja časa, vendar pod pogojem, da so stvari tudi dostopne. Podobno velja tudi za recimo e-knjige, ki se je dejansko povečala uporaba, ampak spet se pojavljajo težave, zvočne knjige, podobne zadeva. Tudi knjižničarji so velikokrat svetovalci pri izbiri knjig, tega fizičnega kontakta je lahko v času koronavirusa manj, to pomeni, da se bralci bolj obračajo na neke spletne strani in spet, recimo v Sloveniji imamo eno dobro spletno stran dobroknjige.si, takšni portali morajo spet biti dostopni. Ker večina teh stvari, digitalnih storitev temelji na uporabi spleta, govorimo o tem, da moramo urediti spletno dostopnost. Torej, spletna dostopnost oziroma angleško web accessibility je v bistvu se nanaša na načela in tehnike, po katerih lahko splet uporablja kdorkoli in kadarkoli po možnosti brez dodatnih stroškov. Torej, brez da si inštalira neke dodatne plačljive zadeve, po možnosti želimo, da to lahko uporabljajo vedno in to zastonj. Še posebej, ko govorimo o spletni dostopnosti, imamo v mislih torej te različne ranljive skupine uporabnikov, ki želijo, podobno kot mi, zaznavati in razumeti splet, izvajati navigacije, interakcije po spletu in konec koncev želijo tudi soustvarjati splet in mi moramo to omogočiti. O spletni dostopnosti se že dolgo govori v Evropski uniji, že od leta 1999 želijo to področje izboljšati, sprejeti so bili različni dokumenti, iniciative, pobude. Najpomembnejša stvar pa se je zgodila leta 2016, ko je bila sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja. Po tej direktivi so spletišča dostopna, če izpolnjujejo priporočila VCAG, ki jih definira konzorcij za splet. Ta direktiva je tudi pomembna zaradi tega, ker na osnovi te direktive so morale vse države spremeniti oziroma implementirati to direktivo v svoji zakonodaji. Obstaja še tudi standard, torej stvari so šle že tako daleč, da že imamo od leta 2015 standard, ki naslavlja spletno dostopnost, tako da ni več teh, bi rekel, dilem, kaj naj bi bila spletna dostopnost. Evropski standard opisuje, kaj naj spletna dostopnost zaobjema. V Sloveniji je situacija takšna, da na osnovi Evropske direktive je bil leta 2018 sprejet zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnih organov, kamor pač sodijo tudi knjižnice, in na nek način to je tisti minimalno, kako smo implementirali to Evropsko direktivo v Sloveniji. Zdaj, splošnem, ukvarjam se z spletno dostopnost že več kot 10 let, lahko rečemo, da je spletna dostopnost še relativno slabo razvita. Obstaja nekaj svetlih izjem, ko pač lahko rečemo, da imajo res dobro urejeno spletno dostopnost, v večini primerov pa se o tem ne razmišlja. Tudi, ko pogledamo po spletu, kdo lahko na svojih spletnih straneh opisuje, da so skladni s priporočili VCAG, nekateri to imajo, vendar je tega veliko premalo. Zdaj, kakšne pa so te težave, s katerimi se srečujejo recimo ranljive skupine pri uporabi raznih knjižničarskih storitev? Dejansko spletne strani knjižničarskih storitev so nekje podobne drugim in tudi težave, s katerimi se soočajo uporabniki, so nekje podobne. Največ težav imajo torej te različne vrste ranljivih skupin, kot so senzorno ovirane osebe, tukaj so slepi, slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, paraplegiki, tetraplegiki, kognitivno ovirani, precej je pač oseb po poškodbi glave, možganov, po kapeh, to so tipično, ko imajo tudi težave pri uporabi spleta, osebe s težavami v duševnem zdravju in pa nasploh težave, ki trpijo zaradi nevroloških in drugih motenj. Kar je pomembno poudariti, kot je že bilo rečeno, da nimajo težav le pripadniki ranljivih skupin, torej teh omenjenih, temveč dejansko imamo lahko v določenem trenutku težave vsi. Vsak nas se hitro najde v situaciji, ko
je zaradi bolezni, poškodbe ali pa operacije dejansko nezmožen na navaden način uporabljati splet in takrat recimo, če nekdo ne more uporabljati miške, je zelo pomembno, da obstajajo tudi alternativni dostopi, naprimer preko tipkovnice, da lahko nekdo normalno uporablja neko spletno stran ali pa mobilno aplikacijo. Zdaj, če gremo po vrsti na hitro, kakšne so glavne težave posameznih teh skupin. Slepi in slabovidni uporabljajo pri svojem delu bralnik zaslona in pa braillevo vrstico in pomembno je, da vse vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani, da so vidne tudi na ta način. Bralnik zaslona je torej aplikacija, ki jo inštaliramo na računalnik, brailleva vrstica je pa tista tablica, ko jo ponavadi vidite, da jo imajo pred tipkovnico. In kaj ponavadi slepi in slabovidni, kakšne težave imajo, ne morejo videti določenih elementov oziroma ne morejo uporabljati, zaznajo recimo iskalnik, ampak ga ne morejo uporabljati, zaznajo meni in ne morejo izbirati opcij iz menija. Pol tudi recimo grafični elementi nimajo tekstovne alternative in naprimer, če imamo neko tloris knjižnice v neki sliki, dejansko ta informacija, ki je na sliki, ne pride do slepih in slabovidnih. Tudi če so naprimer obrazci in niso ustrezno označeni, slepi ne vedo, kako ta obrazec izpolniti. Veliko težav imajo tudi s podatki, ki so prikazani z njim, ni dostopni obliki, recimo, da se uporabljajo kakšne barve, ko napačni vnos, rdečo obarvano, oni tega ne zaznajo, ali pa recimo zemljevidov, oni ne zaznavajo in podobne stvari. Včasih se dogaja, da oni niti ne zaznajo, ne vedo, da naprimer je na spletni strani meni ali pa je neka drugi element, ga ne zaznajo in tisto najhujše, da oni sploh ne vedo, da nekaj je tam. Za gluhe in naglušne velja, da je znakovni jezik njihov materni jezik. Torej, če govorimo o slovenskih gluhih, slovenski jezik je za njih tuj jezik. Oni želijo vse imeti predstavljeno v znakovnem jeziku in tako je trend, da prikazujemo vsaj najpomembnejše stvari tudi v znakovnem jeziku, ker pač celotne strani ne moremo prikazati v znakovnem jeziku. Za gluhe in naglušne je zelo pomembno tudi to, da če imamo videoposnetek, da so vgrajene podnapisi, to je bilo že danes povedano, da to več ni tako težko. V YouTubeu in teh drugih orodjih je to zadnja leta zelo napredovalo in lahko relativno enostavno dodajamo podnapise v videoposnetke. Tudi jezik je dostikrat branje je za njih zahtevno, težje razumejo stvari, ki jih preberejo in zaradi tega je zelo pomembno, da so stvari enostavne, razumljive, da se izogibamo tujkam in pa uporabi tujih jezikov. Zdaj, gibalno ovirane so torej tiste težave, ki imajo neko težavo pri uporabi standardne opreme, naprimer tipično miške, da iz nekega razloga nekdo ne more uporabljati miške. In zdaj, kaj narediti? Alternativa je tipkovnica. Težava pa je, da marsikatera spletna stran ni dostopna zgolj skozi tipkovnico. Naprimer, ne moreš priti v meni, ne moreš priti v iskalno polje ali kaj takšnega. Ne moreš odpirati povezav. Zdaj imaš ogromno teh nekih novih pristopov za prepoznavo govornih ukazov, sledenje očesom in takšne stvari, vendar to je še vedno cenovno zelo drago in zaradi tega ni toliko uporabno. Imamo še tudi kognitivno ovirane osebe, ki imajo motnje v delovanju živčnega sistema, imajo razne trajne telesne okvare. Tudi za te velja, da ko uporabljajo računalniško opremo, prihajajo do glavobolov, do zmedenosti, neorientiranosti, to jih vodi v nek občutek nelagodja, poenostavljeno povedano, v enem trenutku imajo vsega dovolj in vstanejo in gredo drugam. In to smo že naleteli pri analizah raznih pomembnih spletnih strani do tega, da dejansko so nehali uporabljati, ker enostavno je zadeva bila preveč kompleksna za njih in so izgubili voljo in potrpljenje pri iskanju informacij, zato je za njih pomembno, da so stvari predstavljene na jasen in preprost način, da imajo navodila za uporabo, da je jasno, kaj morajo izpolniti, naprimer, ko izpolnjujejo obrazce, da tudi vse skupaj deluje zelo umirjeno, da so barvni kontrasti ustrezni, da ni nekih kričečih barv in takšnih stvari. Pogosto prezrta ranljiva skupina so starejše osebe. Te veste, da pač nove generacije starejših oseb so vešče uporabe interneta, vendar prej ali slej padajo v podobne težave, kot so bile že pred tem omenjene, ali težave s slabovidnostjo, stresenjem rok, ali vse te stvari in vse to dejansko tudi je aktualno, vse te stvari, o katerih govorimo, so aktualne tudi za starejše osebe. In nenazadnje,
vsi si želimo dostopnost, vsi si želimo, da so naše spletne strani oziroma kamor gremo na splet, da so spletne strani urejene, predvidljive, s konstantno navigacijo, da so berljive, da ni nekih kompleksnih besedil, da ni neželenih elementov, vsi imamo te težave z zapiranjem reklam in takšne stvari, tudi mi imamo težave torej z dostopnosti pri straneh, ko moraš zapirati reklame. Tudi mi si želimo pomoč pri vnosu, ne samo ranljive skupine. Tudi mi želimo, da na različnih napravah delujejo spletne strani. Zdaj, kaj povedati za zaključek? Torej, vsi, ki delujemo na področju knjižničarstva, ki razvijamo najrazličnejše knjižničarske storitve, nekako moramo težiti k temu, da izboljšamo spletno dostopnost svojih storitev. Seveda, del tega gre tudi na Izum in vse te aplikacije, ki so bile predstavljene v teh 2 dneh. Veliko tega smo že izboljšali v zadnjem času, predvsem Cobiss Plus. Seveda pa tudi knjižnice imajo svoje spletne strani, svoje storitve, svoje digitalne knjižnice, repozitorija in vse ostalo. In tudi same knjižnice morajo poskrbeti, da so tudi te njihove spletne strani dostopne. Pomembno je vedeti, da zagotavljanje spletne dostopnosti ni enkratni dogodek, enkratne aktivnosti, temveč gre za proces. Vedno znova mi dopolnjujemo naše spletne strani in vedno znova moramo mi tudi, bi rekel, gledati na to, ali so te novosti ali pa dopolnitve dostopne. Tako da to dejansko je to nek proces, ki je vedno v teku in zato tudi bomo morali v naslednjih letih dosti več temu namenjati pozornosti. Izkušnja, ki je ta, da je veliko lažje, če se o spletni dostopnosti razmišlja od začetka projekta, od začetka postavljanja spletne strani, kajti kasneje, ko je stvar že postavljena, je veliko težje zagotoviti spletno dostopnost za nazaj. Zdaj živimo torej v nekem novem času, ko smo se v večji meri preselili v digitalno okolje, tudi ne vemo, ali bo se ta koronavirus nam situacija spet poslabšala ali bo poboljšala, ne vemo, živimo v neki novi normalnosti, ko moramo biti pripravljeni na vse. In trdno verjamem, da mora biti spletna dostopnost tudi pomemben del te nove normalnosti. To je to, hvala.